Je vladavina prava v Sloveniji res ogrožena ali gre zgolj za politični turizem? Na povabilo evropskega poslanca in predsednika NSI-ja Mateja Tonina stanje vladavine prava pri nas ocenjuje evropski poslanec Adrian Vazquez Lazara iz Evropske ljudske stranke. Že pred njegovim obiskom je parlamentarno misijo z delegacijo, ki bo v Sloveniji pretresala delovanje institucij, napovedala evropska poslanka Romana Tomc, ki je podpredsednica Evropske ljudske stranke. In Romana Tomc je z nami prav tako evropski poslanec Marjan Šarec iz skupine Renew. Evropsko ljudsko stranko, kot pravi Tomc, skrbi dogajanje na področju medijev, pravosodja, delovanje državnega zbora in še marsikaj drugega. Dober večer obema. Gospa Tomc, vam je NSI speljal idejo, na začetku meseca ste vi najprej napovedali misijo, ki naj bi v Sloveniji pretresala vladavino prava, zdaj pa vidimo na povabilo NSI-ja v Sloveniji evropski poslanec, ki naj bi počel isto. Misija Evropske ljudske stranke prihaja v Slovenijo v začetku aprila. Jaz razumem današnji obisk, ki ga seveda ocenjujem kot nekaj pozitivnega, bolj obisk zasebne narave. Namreč poslanci lahko povabimo druge kolege, da pridejo na obisk in seveda imamo tukaj tudi uradna srečanja. Če bi bila to uradna misija, kot je bilo napovedano strani predsednice Evropskega parlamenta, potem bi bila potrjena na kolegiju predsednikov, pa ni bila. Prav tako ni bila potrjena na predsedstvu Evropske ljudske stranke, naše skupine, namreč tam tudi sama sodelujem in tega nismo obravnavali. Seveda pa lahko samo rečem, da več kot bo teh poskusov in prikazov, kaj se v Sloveniji dogaja, bolje bo, vendarle pa je korektno povedati, da tista prava misija za zelo močno zasedbo prihaja v začetku aprila in to je šele prvi korak na poti k temu, da pridemo do dna, kaj se na področju vladavine prava, na področju svobode medijev dogaja v Sloveniji. Namreč stvari so prišle do kritične meje. Jaz moram ves čas odgovarjati mojim kolegom, predvsem na predsedstvu, kaj se v Sloveniji dogaja, namreč sledijo in padla je odločitev, da Evropska ljudska stranka kot najmočnejša stranka, od katere je seveda odvisna tudi večina in odločanje v parlamentu, pošlje v Slovenijo misijo, da se sami prepričajo, kaj se tu dogaja. Na področju medijev, na področju policije, na področju korupcije, na področju vplivanja na neodvisne institucije. In seveda tudi recimo, kaj se dogaja v državnem zboru, zlorabo preiskovalnih komisij, tudi zato, da napadajo novinarje. In še nekaj podrobnosti, ki sledijo. Torej, vaša misija bo prava stvar, to, kar ima NSI bolj politični turizem. Gospod Šarec, kako vi vidite to opazovanje vladavine prava pri nas? Ja, torej, gospod Bonča, hvala za vabilo. Sicer ste me sneli s kljuke na današnji dan. Veste, da sem najprej rekel, da bom težko prišel. Po eni strani zaradi svojih obveznosti, po drugi strani pa, da na petek večer morimo ljudem s takimi zadevami, se mi zdi tudi malce delegacija je neizbežna. Ja, to gre za delegacijo Evropske ljudske stranke, to je strankarska delegacija, tudi jaz lahko dobim nekaj svojih kolegov iz Renewja. Pod preteklo vlado Janeza Janše je prišla delegacija, pa smo jo jemali resno. Ja, seveda, pod preteklo vlado Janeza Janše se je tudi Ljubljano zaplinjevalo, pa se tudi ni imenovalo evropskih tožilcev, pa se tudi ni dvigovalo točke. No in zato ste danes tudi, da to poveste, pa še česa se ni naredilo, ne, tako da zdaj smo videli celo obsodbo prvo v zvezi z zaplinjevanjem, sicer za moje pojme so tisti, ki so bili tam v tistem topu še najmanj krivi, se ve, od kje je prišla komanda, ker so nekateri politiki iz stranke, ki jo predstavlja gospa Romana Tomc, hodili v operativni štab in dajali neposredna navodila, tako da takrat in potem so policisti v oklepu nekatere ljudi, ki so miroljubno brali ustavo pred parlamentom, so jih odnašali, kot da so ne vem kaj. Misija je realnost. Vladavine pravo si bo prišla ogledati, kaj menite o tem? Ja, razumem, ampak menim točno to o tem, kar govorim. Se pravi, ko primerjate tisti čas z današnjim, kje imate danes kakšne oklepljene policijske enote, kje imate vodni top, kje imate vodni top v tem mandatu je dvakrat posredoval, da je pomagal ljudem v požaru, tako da primerjati to s tistim časom je neumestno, ko vemo, kaj je bil minister za pravosodje,
je gospod Marjan Dikaučič takrat, kakšne vse zgodbe so bile, sem jih že nekaj pozabil, ker slabe stvari hitro rad izbrišeš iz spomina. Takrat sem bil slučajno v opoziciji in smo se vsak dan borili tudi za vladavino prava, pa še za kaj. Današnja situacija je pa takšna v Sloveniji, da seveda ne bom trdil, jaz zadnji, ki bom trdil, da je vse v redu. Daleč od tega, so pa situacija je bila tudi pod prejšnjimi vladami, ki je problematična, ampak tisti dvoji, ki zdaj vabijo te delegacije in se niti ne morejo zmeniti, mimo grede, kdo je pobudnik, zakaj, tisti dvoji so pa pač zadnji, ki lahko predavajo o teh stvareh. Ker če ne bi bilo prejšnjega obdobja, tiste 2 leti, ko smo videli eklatantno kršenje vsega, se smo imeli, vemo kakšno obdobje takrat. Dobro, če skrajšamo, 2 leti nazaj je bilo vse narobe, danes imamo pa svobodo. Ker imamo danes svobodo, imamo novinarje, na katere pritiskajo tudi preko političnih sredstev. Imamo notranjo ministrico, ki odstopa, ker je premijeja obdolžila vpletanja v policijo in kadrovanja na policiji. Imamo korupcijske primere, ki smrdijo do neba. Imamo vplivanje in poskus prevzema tako imenovanih neodvisnih institucij. Računsko sodišče je bilo kaznovano, ker je ugotovilo nepravilnosti pri nakupu nepremičnine na Litijski. Da ne govorimo o Agenciji za energijo, kjer je že posredovala tudi Evropska komisija, in potem, kot veste, so se umaknili od namere, da zamenjajo, mislim, da člane nadzornega sveta. Seveda bo treba razčistiti tudi to, kaj se dogaja v našem pravosodju. Tudi primer Trenta bo seveda na mizi, tudi primer sodnika Radoniča bo na mizi. Seveda pa naše kolege predvsem zanima, kako je zdaj z vplivanjem na medije, kako je za koncentracijo medijev, na kar Evropska komisija opozarja ves čas, ali smo tukaj kaj naredili ali ne. In ne nazadnje, kot sem že omenila prej, kako je z preiskovalnimi komisijami in delovanjem demokracije v državnem zboru, kjer se poslancem opozicije enostavno izglasuje in se jim odvzame besedo, kjer se parlamentarne komisije, ki so namenjene ugotavljanju politične odgovornosti, zlorabljajo za to, da se seveda napada opozicijo in kot smo videli, da se grobo posega tudi v življenja novinarjev in se jih na nek način ustrahuje. Verjamem, da ni prijetno o tem razpravljati danes, ker gre toliko stvari narobe in se je lažje zatekati v pretekli čas, ko je bilo pa vse narobe, ampak ljudje pa najbrž danes vseeno vidijo, kaj se okoli njih dogaja in to so tiste stvari, ki zanimajo tudi največjo evropsko stranko, našo Evropsko ljudsko stranko. Samo to, da omenim, politična situacija v Evropskem parlamentu je zelo drugačna, kot je bila v prejšnjem času. Vaša stranka ima 75 poslancev, naša stranka ima 188 poslancev. Nobene odločitve v Evropskem parlamentu. Moj oči je močnejši kot tvoj oči, pa moj oči tvojega premaga, pa tako naprej. To je v tem stilu. Ja, samo v Evropskem parlamentu štejejo glasovi. Tisti, ki pač imajo večino, lahko odločajo in seveda imajo tudi odgovornost odločati. Tisti, ki večine nimajo, morajo pač to dejstvo sprejeti. Dejstvo je takšno, da je Evropska ljudska stranka najmočnejša. Brez nas ni mogoče sprejeti ničesar in verjamem, da seveda potem tudi, če največja stranka pošlje svojo misijo, ker jo skrbi, kaj se dogaja z vladavino prava in mediji in ker je napovedala nadaljne korake, ki sledijo tej misiji, da seveda to veliko pomeni. Gospod Čarac. Ja, dobro, no, gledajte, jaz ne bi to ravno tako jemal. Slučajno sem tudi sam evropski poslanec, pa seveda ne toliko časa kot gospa Romana Tomc in si niti ne domišljam, da imam toliko izkušenj in da toliko vem, ampak so te stvari dobre za predstavo, za domačo javnost, v resnici pa tudi kaj malo drugače. Zdaj, kar se tiče preteklosti, jo nekako predstavljam zato, ker
se nam očita zdaj, ne vem kaj. Ja, je svoboda danes, pravzaprav danes, kot sem povedal, ni oklepnikov, ni tega, ni vsak lahko pove, kar hoče. Potem tudi vaša vlada takrat, ko omenjate bivšo notranjo ministrico, vaša vlada je zamenjala, mislim, da 3 direktorje policije, da je končno enega postavila, ki je delal tako, kot se je želelo. A ne, vemo, kako je bilo z gospodom, mislim, da Travnerjem, pa potem pa še eden je bil vmes, potem prišel gospod doktor Olaj in tako naprej. Potem spomnimo se, gospod Hojs je odstopil tako, da ni odstopil, da vaš predsednik, ki tako zagovarja vladavino prava, je potem rekel, da ni kuverte odprl in tako naprej. Jaz ne želim zdaj preveč v zgodovino, ampak a veste, zato pravim, očitati danes, da je kršena vladavina prava. Jaz še enkrat ponavljam, jaz ne trdim, da so zadeve briljantne, da je čisto vse v redu, ker nikoli v tej 30-letni zgodovini ni bilo. Sej spomnimo se 30 let nazaj, kaj smo imeli Depalo vas, pa še kaj, ko so se čez puškine cevi skoraj gledali. Lahko se še 50 let nazaj spomnimo, kaj je bilo. Ja ne, sej vaš predsednik je tisti, ki ves čas gre verjetno malo nazaj v zgodovino, zato si pač, ker ste taka stranka, imate predsednika, ki je že 30 let predsednik stranke, tako da vi bi morali vsaj imeti odnos do te zgodovine. Pravzaprav tudi edini predsednik katerekoli stranke, ki je bil v Zvezi komunistov kdaj in tako naprej. Ampak dobro, to danes ni tema. Vladavina prava, kot sem rekel, seveda so težave tudi danes in zagotovo so pravosodje ima težave. Tudi mene moti, ko policija nekaj sprocesira, pa se potem zadeve, ne vem, bodi si zastarajo, bodi se zgodi kaj drugega in tega tudi nihče ne trdi, ampak trditi, da zdaj ta misija je pa neka pomembna misija, ki bo zdaj ne vem kaj ugotovila, po mojem mnenju gre bolj to. Kot sem prej rekel, bom poklical starše, da bodo obračunali. Zdaj SDS po stari navadi, oni v Bruslju začnejo kazati s prstom in pravzaprav tožijo svojo domovino in potem vozijo seboj ljudi in jim skušajo predočiti, kako je tukaj vse narobe. Vi imate tudi v svoji poslanski skupini gospoda Grimsa, ki je odkrito podprl Viktorja Orbana. Viktor Orban pa vemo, da mu Evropska komisija in vsi očitajo ravno to, kršenje vladavine prava, pa še česa, se ne nazadnje, mislim, da je Madžarska imela celo zamrznjena sredstva, tako da tudi znotraj vaše, ne samo EP oziroma ljudske stranke skupine kot celote, ampak vaše poslanske skupine oziroma 4 poslancev SDS je eden, ki odkrito podpira to vrstne prakse in tako naprej. Tako da vseeno jaz ne bi to jemal tako kot zdaj nekaj tragičnega. Je pa mogoče za koga popestritev tole petkovega večera, če nima kaj pametnejšega za početi. Glede na vse to, kar je povedal kolega Marjan Šarec, je več kot evidentno, da jih ta misija izjemno skrbi. Ne želijo se pogovarjati o tem, kaj je danes, segamo na včeraj, na 2 leti nazaj, na 30 let nazaj, pa dajmo seče na 50 let nazaj. Ampak seveda ta misija bo njen prihod, ugotovitve bodo imele posledice za Slovenijo. Kaj si jaz želim? Jaz si želim, da še preden pride do tega, misija ugotovi, da je nekaj narobe, pozove vlado, da spremeni stvari, ker te pozivi z tudi resolucijami v Evropskem parlamentu so zelo močni in videli smo, kaj se je zgodilo, ko vlada že v letošnjem letu ni upoštevala poziva Evropskega parlamenta, odbora za peticije, da posreduje primeren odgovor na to, zakaj je ukinila dan spomina na žrtve komunizma. Zgodilo se jim je, da so dobili sedaj resolucijo in stvari bodo šle naprej. Skratka, tega ni za zanemarjati. Sporočila bodo zelo jasna in zelo močna. Kar jaz želim je, da naredimo nekaj prej, preden je prepozno. Da Slovenijo obdržimo na evropski poti, da ne pademo skupaj z drugimi problematami,
problematičnimi državami, kar je bilo ugotovljeno na srečanju evropskih voditeljev v Berlinu. Da ne pridemo v situacijo, ko bo Sloveniji komisija odrekla pravico do evropskih sredstev. In seveda, da Sloveniji končno vrnemo ugled, ker tega ugleda ni. Naš premijer, ministri hodijo v Bruselj in tam pravzaprav njihova beseda ničesar ne šteje. Želim, da se to spremeni. No, če je bil kdaj ugled Slovenije ogrožen, je bilo to v prejšnji vaši vladi, ko vemo, kakšen sprejem je doživel gospod Janša tam od Ursule von der Leyen, pa še koga, pa kako na vsak način ste želeli predvajati tam nek film in kakšne težave so bile. Ampak na koncu smo dobili odlično oceno za predsedovanje. To pa je dejstvo. No, glejte, vse vsi dobijo, vse je še nisto, to je tako kot olimpijske igre, ko so vsake najboljše doslej, s tem ne bi ravno tukaj operiral. Ja, kar se pa tiče zgodovine, ste pa sami omenili to za žrtve komunizma, torej ste tudi vi šli 80 let nazaj, ker ste prej meni učitali, da se vračam v zgodovino, tako da tudi ste sami zelo hitro šli 80 let nazaj. Dobro, ampak pustimo zgodovino, končajmo. Ja, glejte, skratka, jaz se veselim te misije, sem prepričana, da bodo ugotovitve odmevale in ko bodo te ugotovitve na mizi, se ponovno slišimo, da vas obvestim, kakšni bodo naslednji koraki. Najlepša hvala obema, da ste bili nocoj naša gosta. Hvala lepa.